Zdaj pa predajam besedo našim predavateljem, in sicer sta z nami Barbara Princ, energetska strokovnjakinja pri Zvezi potrošnikov Slovenije, in gospod Radovan Repnik, predavatelj na Višji strokovni šoli za strojništvo na Šolskem centru Velenje in na Višji strokovni šoli na Šolskem centru Celje. Ki pa je gospod Repnik, pa je tudi avtor knjige o delovanju in uporabi toplotnih črpalk. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani na prvi iz serije delavnic, ki jih na Zvezi potrošnikov pripravljamo za vse, ki bi radi izvedeli kaj več o toplotnih črpalkah. Še zlasti, če razmišljate o nakupu in vgradnji. Delavnice, ki jih organiziramo za potrošnike, so pomemben del aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru projekta Clear HP, to je že 4. iz serije projektov Clear, v katerih sodeluje Zveza potrošnikov. V tokratnem se vse vrti okrog toplotnih črpalk, v njem sodeluje 7 potrošniških organizacij pod okriljem Evropske potrošniške organizacije BEUK, trajal pa bo še vse do junija 2026. Cilj projekta je potrošnikom olajšati dostop do toplotnih črpalk za ogrevanje, in sicer tako, da jih spremljamo na celotni nakupni poti, da odpravljamo regulativne in finančne ovire, predvsem pa, da jim ponudimo čim več informacij za izbiro ustrezne toplotne črpalke. S tem namenom poteka tudi skupinski nakup toplotnih črpalk, v katerem vas do danes sodeluje že več kot 1930. Številka na zaslonu je sicer od včeraj zvečer. Potrošniške organizacije smo pred dobrim letom, malo več kot pred enim letom, začele testirati ogrevalne toplotne črpalke zrak-voda z močjo od 6 do 11 kilovatov. Nekatere omogočajo tudi hlajenje oziroma pohlajevanje doma, nekatere omogočajo tudi pripravo tople sanitarne vode. Kako smo izbirali naprave za testiranje? Tako kot pri vseh izdelkih, ki jih potrošniške organizacije testiramo, najprej opravimo temeljit pregled trga v vseh državah, oziroma tudi v potrošniških organizacijah, ki testiramo pod okriljem Mednarodne organizacije za potrošniška testiranja, ICRT. Potem pa v sodelovanju z drugimi potrošniškimi organizacijami naredimo mednarodni, tako rečemo, mednarodni seznam naprav, ki jih nato pošljemo na testiranje. Pri tem vedno poskušamo izbrati čim več naprav, ki so na voljo tudi v drugih državah. Cilj je povsem preprost, želimo namreč, da so rezultati testa uporabni za čim večje število potrošnikov, po drugi strani pa na ta način tudi poskrbimo zmanjšamo stroške testiranja, no, vemo, da so naprave, predvsem pa toplotne črpalke, zelo drage, pa tudi sami testi niso poceni za potrošniške organizacije. V skupinskem nakupu pa bodo potem samo naprave, ki so na našem testu dosegle dovolj visoko oceno, se pravi dobro ali pa zelo dobro. Naš cilj v skupinskem nakupu je za potrošnike doseči ugodne pogoje nakupa, vključno s ceno in pa strokovno montažo, ki je pri napravah, kot so toplotne črpalke, izjemno pomembna. V skupinskem nakupu lahko sodelujejo vsi, tudi tisti, ki niso člani Zveze potrošnikov Slovenije, predvsem pa je prijava v skupinski nakup brezplačna in pa sodelovanje nezavezujoče. Šele ko boste prejeli ponudbo skupinskega nakupa, ko bodo znane naprave, se boste odločili, ali boste napravo po
pogojih skupinskega nakupa kupili ali ne. Vsi, ki ste danes z nami, ste prvi korak, to je prijavo oziroma registracijo v skupinski nakup, že opravili. Bi vas pa ob tej priložnosti pozvala, da če še niste, izpolnite podatke o nepremičnini. Tako boste namreč v drugi polovici marca, ko bo znana ponudba skupinskega nakupa, prejeli individualno in prvo informativno ponudbo, ki bo tej nepremičnini, za katero ste oddali podatke, tudi prilagojena. Za prejem prve informativne ponudbe boste lahko zahtevo oddali najpozneje do 31. maja. Če do tega datuma ne boste naredili tega prvega koraka, ta informativna ponudba je seveda nezavezujoča, potem po tem datumu tega ne boste več mogli storiti. Naj vas za konec povabim samo še na preostale izobraževalne delavnice, ki jih pripravljamo za vas. Datumi in teme vidite jih na zaslonu, lahko jih pa najdete tudi na spletni strani skupinskega nakupa, kjer ste se prijavili, in sicer v svojem profilu so na voljo vsi datumi in pa naslovi delavnic. Hvala lepa zaenkrat, vprašanja pridejo na vrsto na koncu, zdaj pa predajam besedo gospodu Radovanu Repniku, strokovnjaku za toplotne črpalke. V redu, še enkrat pozdravljeni. Nekaj besed o toplotnih črpalkah. Toplotne črpalke so učinkovit, energetsko učinkovit in okolju prijazen vir ogrevanja. Zakaj lahko govorimo o okolju prijaznem viru ogrevanja? Zato, ker toplotna črpalka večino toplote, ki jo uporablja za ogrevanje prostorov ali pa segrevanje sanitarne vode, jemlje iz okolja. Ker gre za obnovljiv vir energije, katere vir je v resnici sončno sevanje, nam to predstavlja neko lepo obnovljivo energijo, s katero smo prijazni do okolja. Zakaj so toplotne črpalke primerne? Toplotne črpalke so najbolj primerne za nizkotemperaturne sisteme ogrevanja. Z ploskovnimi ogrevanjem, ventilatorskimi konvektorji dosežemo visok COP. COP je grelno število, o katerem bomo kaj več povedali potem še kasneje. Govori pa o tem, kako dobro oziroma kako učinkovita je toplotna črpalka. Toplotne črpalke so primerne tudi za radiatorsko ogrevanje, pomeni, da so primerne tudi za sanacijo starejših objektov. Seveda pa je treba upoštevati to, da morajo biti grelna telesa, pomeni radiatorje, pravilno dimenzionirana. Paziti je treba tudi na to, da pri ogrevanju našega objekta temperatura pretoka ne sme preseči 55 stopinj Celzija, ker to je temperatura, ki jo predpisuje PURES, to je en razlog. Drug razlog pa je v tem, da se z višanjem temperature dovoda vode v grelna telesa učinkovitost toplotne črpalke precej zmanjša. Ena od posebnosti pri uporabi toplotnih črpalk, pa predvsem pri njeni nabavi, je tudi to, da moramo dobro oziroma točno poznati toplotne izgube našega objekta. Pri klasičnih načinih ogrevanja z oljnimi ali pa plinskimi kotli so ti razponi moči, ki jih ti generatorji toplote imajo, precej velike. Toplotne črpalke pa imajo relativno ozko območje delovanja, kar se tiče toplote, ki nam je na razpolago. Zato, če vzamemo premajhno toplotno črpalko s premajhno močjo, potem nam bo v prostorih hladno, če bomo pa vzeli toplotno črpalko s preveliko močjo, bomo pa bistveno preveč investirali, pomeni se nam zadeva ne bo v nekem doglednem času povrnila, pomeni bo čas investicije precej visok oziroma dolg. Kaj so take bistvene značilnosti posameznih vrst toplotnih črpalk?
Kljub temu, da je danes poudarek na toplotnih črpalkah zrak, voda, bomo predstavili tudi druge vrste toplotnih črpalk, saj toliko, da bomo spoznali njihove razlike, prednosti in slabosti. Tule je takšna tabela, ki govori o tem, kakšne lastnosti imajo toplotne črpalke zrak, voda, voda in zemlja, voda, stališče učinkovitosti, zahtevnosti vgradnja, investicije in pa stabilnosti delovanja, pomeni delovanja pri različnih pogojih. Govorimo predvsem o temperaturah, ki se tule kar spreminjajo. Načini delovanja. Ločimo nekako dva načina delovanja toplotne črpalke. Prva možnost je tako imenovano monovalentno delovanje. Monovalentno delovanje pomeni to, da vso potrebno toploto za ogrevanje objekta, stanovanjske hiše na primer, pridobimo z uporabo toplotne črpalke. Na monovalenten način običajno obratujejo toplotne črpalke voda in zemlja, voda. Druga možnost, ki praviloma na ta način delujejo toplotne črpalke zrak, voda, pa je bivalentno delovanje toplotne črpalke. Bivalentno delovanje pomeni, da potrebujemo za ogrevanje dva vira toplote. Primarni vir za ogrevanje objekta je toplotna črpalka. Toplotna črpalka pri pravilni izbiri pokrije približno 98% potrebne toplote v času ogrevalne sezone. Za tiste najnižje temperature, običajno so to temperature pod -5 stopinj, v tisti točki izberemo tako imenovano bivalentno temperaturo oziroma bivalentno točko, nam ostane samo še 2% toplote, ki nam jo toplotna črpalka ni pokrila. Ta 2% toplote običajno pri novogradnjah pokrijemo z vgradnjo električnih grelcev, pri sanacijah pa lahko vgradimo v toplotno črpalko samo ali v zalogovnik toplote tudi električne grelce. Pri sanacijah, če nam je ostal še nek plinski ali oljni kotel in nam bil še vedno služil svojemu namenu, pa je lahko tisti dodatni vir oljni ali plinski kotel, ampak tega je v strukturi energije, ki jo porabljamo za ogrevanje, zelo, zelo malo. 2% po naših izkušnjah. Predstavil bom nekaj različne vrste toplotnih črpalk, torej toplotna črpalka voda. Voda, toplotna črpalka je pravzaprav najbolj stabilno delujoča toplotna črpalka. Zakaj? Zato, ker ima vir toplote najbolj konstantno temperaturo, vir toplote je v tem primeru podtalnica. Podtalnica seveda ni povsod na voljo. Kakšne so značilnosti pri vgradnji te naše toplotne črpalke voda? Pomeni, izdelati moramo črpalno in ponorno vrtino, pomeni vodo, ki jo uporabljamo kot vir naše toplote, je potrebno obvezno vračati v vodonosnik. Potrebujemo vodnovarstveno dovoljenje, rudarsko dovoljenje pri vrtinah globljih od 30 metrov, soglasje ARSA, poskusno črpanje in tako dalje. Potem en del električne energije se porabi tudi za dobavno oziroma tako imenovano potopno toplotno črpalko, ki nam dobavlja vodo iz podzemlja. Potrebujemo približno 200 litrov vode na uro na kilovat moči pri naši toplotni črpalki. Se pa tovrstne toplotne črpalke odlikujejo po najvišjem grelnem številu, tam so nekje med 4,5 in 6. Kaj nam pravzaprav predstavlja grelno število oziroma COP? Predstavlja nam razmerje med pridobljeno toploto in vloženo električno energijo. Če zelo plastično povemo, če bi imeli grelno število na primer 5, bi od 5 enot toplote, ki jo uporabljamo za ogrevanje, 4 enote toplote pridobili iz okolice, en del toplote pa je posledica električne energije, ki nam poganja toplotno črpalko. Kje se lahko pojavijo tule težave? Pri nekvalitetni izvedbi vrtin, pri plitkih vrtinah,
če imate področje, kjer je v vodi precej železa, mangana, nam lahko zamaši uparalnik, pomeni imamo težave z pretokom vode. Načeloma pa so te toplotne črpalke najbolj stabilne, delujejo vedno monovalentno. In višina investicije je nekako po višini med toplotno črpalko zemlja-voda in pa zrak-voda, pomeni zemlja-voda ima višje stroške investicije, zrak-voda pa nižje v primerjavi z toplotno črpalko voda-voda. Naslednja zadeva, ki jo bomo predstavili, je toplotna črpalka zemlja-voda. Tu imamo dve izvedbe, ene s horizontalnim zemeljskim kolektorjem. Te črpalke so se prve pojavile na trgu za ogrevanje objektov dobrih 20-25 let nazaj. So bile prve izvedbe ravno z horizontalnim zemeljskim kolektorjem. Vir toplote je v tem primeru zemlja. V zemljo položimo plastične cevi, po ceveh teče voda z dodatkom glikola, ki preprečuje, da bi ta naš medij za prenos toplote med zemljino in pa toplotno črpalko zmrznil. Težava pri tovrstnih toplotnih črpalkah je, da smo malo omejeni s prostorom. Nekako rabimo do enkrat večjo površino tega našega zemeljskega kolektorja, kot je površina objekta, ki ga ogrevamo. Omejeni smo tudi s tem, da nad kolektorjem ne smemo postavljati trajnih nasadov, asfaltiranih dovozov, zato ker ne smemo preprečiti deževnici, da bi prišla do našega kolektorja. Deževnica je vir toplote, s katero talimo pravzaprav zemljo oziroma led, ki se pojavi zaradi odjema toplote iz naše zemljine. Težave, ki se tu lahko pojavijo, oziroma napake, so predvsem v napačno dimenzioniranih kolektorjev. Količina toplote, ki jo lahko dobimo iz zemljine, je zelo odvisna od vrste zemljine. Bolj je suho, slabše, želimo se imeti čim bolj težko zemljo, bolj vlažno zemljo, mokro zemljo, tista zagotavlja bistveno boljši odjem toplote iz zemljine in jo lahko potem tudi na ta način pripeljemo do naše toplotne črpalke. Investicija je v tem primeru tu nekje manjša kot pri geosondi, pa malo večja recimo od investicije pri toplotni črpalki zrak-voda. Naslednja zadeva je tudi zemlja-voda, toplotna črpalka. V zadnjem času so postale precej popularne, sicer še v strukturi je mogoče teh toplotnih črpalk zemlja-voda mogoče tam nekje do 10%. Izvedba je narejena s tako imenovano geosondo, pomeni z vrtino globine nekje od 60 do 200 metrov, ki jo naredimo lahko na relativno majhnem prostoru. Prenos toplote iz zemljine do naše toplotne črpalke ravno tako teče z zmesjo glikola in vode. Grelno število je podobno kot pri izvedbi z horizontalnim kolektorjem. Glavna prednost tega pa je, te vrstne izvedbe pa je, da v bistvu rabimo zelo malo prostora. Tovrstne črpalke predvsem uporabljajo recimo v strnjenih naseljih, ki so popolnoma nemoteče za okolico, tudi niste vezani na vir podtalnice, pomeni, da se je napraviti kjerkoli. Je pa od vseh toplotnih črpalk toplotna črpalka, ki je izvedena z geosonda, najbolj zahtevna, kar se tiče izvedbe. Rabite usposobljene izvajalce z vrtalno opremo, ki ni poceni, istočasno so potem tudi cene teh vrtin precej visoke in nam precej zvišajo investicijo in s tem seveda tudi malo podaljšajo čas vračila tiste naše investicije. Takole. No in potem še tule imamo toplotne črpalke zrak-voda.
Tu imamo dve možne izvedbe, tako imenovane monoblok izvedbe in pa split izvedbe. Kje je bistvena razlika med njimi? Pri monoblok izvedbi imamo povezavo med toplotno črpalko, ki se popolnoma vse nahaja zunaj, in ogrevalnim sistemom, priključkom na ogrevalni sistem oziroma priključkom na zalogovnik toplote, med njima je vodna povezava. Pomeni, da je med toplotno črpalko in zalogovnikom vodna povezava, ki je relativno enostavna za izvedbo. Druga možnost so tako imenovane split izvedbe, kjer imate ločeno zunanjo in notranjo enoto. V zunanji enoti imate uparjalnik, kompresor, štiripotni ventil, v notranji enoti pa imate kondenzator, običajno potem tudi pri določenih izvedbah bojler za sanitarno vodo, obtočno črpalko, raztezno posodo. Pomeni, bistvena razlika med monoblok in split izvedbo pa je ta, da je pri split izvedbi povezava med notranjo in zunanjo enoto freonska, temu rečem, pomeni z hladivom. Med zunanjo in notranjo enoto ne teče voda, ampak teče kladivo. Zato je izvedba tega majčkeno bolj zahtevna, pomeni, treba je paziti na popolno tesnost. Največ težav se pravzaprav pojavi zaradi nepravilnosti pri montaži oziroma mogoče nenatančnosti pri montaži. Pri toplotni črpalki zrak, voda, v obeh izvedbah seveda, je vir toplote zrak. Zrak ima dobre in slabe lastnosti. Na voljo je povsod, niste vezani na vir neke podtalne vode. Ima pa to slabo lastnost, da ima veliko nihanje temperature. Takrat, kadar najbolj potrebujemo toploto, pomeni pri najnižjih temperaturah, takrat, kadar imajo objekti največje toplotne izgube, je tudi toplote za ogrevanje hiše preko toplotne črpalke zrak, voda v resnici najmanj. Toplotna črpalka zrak, voda ni primerna za zelo mrzla območja, recimo, če bi rekli pri nas tu nekje Kočevje ali pa ravno Gornja Savska dolina, recimo, kjer imate projektne temperature tam nekje do -19 stopinj, kar so nizke temperature, in v tistih pogojih toplotna črpalka ne da ne bo ogrevalo objekta, ampak bo delovala z bistveno nižjim grelnim številom. Nižje grelno število pa pomeni, da boste imeli sorazmerno višje stroške ogrevanja zaradi večje porabe električne energije. Pri monoblok izvedbi se dostikrat pojavi eno vprašanje, kaj se zgodi, če zmanjka elektrike, oziroma ali je možno, da bi tista vodna povezava med toplotno črpalko in pa notranjostjo objekta se toliko ohladila, da bi prišlo do zmrzovanja. V Sloveniji imamo relativno stabilen sistem električne oskrbe z električno energijo, tako da so te možnosti zelo majhne. Se pa da pred tem možnostjo zmrzovanja zavarovati s tako imenovanimi protizmrzovalnimi ventili, ki pri določeni temperaturi vode v tem sistemu 3-4 stopinje Celzija spustijo vodo iz sistema med toplotno črpalko in pa zalogovnikom toplote, zato da ne pride do okvare oziroma posledično zmrzovanje in posledično okvare povezave med zunanjo in notranjo enoto. Grelno število toplotnih črpalk zrak, voda je med 3 in 5, je pa seveda zelo odvisno pri katerih pogojih. Pri nižjih temperaturah je nižje, pri višjih temperaturah je višje, in še to je potrebno poudariti. Toplotna črpalka zrak, voda nima konstantne moči. Pomeni, da lahko toplotna črpalka pri temperaturi 10 stopinj, recimo, oddaja toploto 10 kilovatov, pri 0 stopinjah pa ne bo imela več moči 10 kilovatov, bo mogoče samo še 7. Zato je treba
pri izbiri te toplotne črpalke biti na to pozoren. Nazivne vrednosti moči toplotne črpalke treba preveriti z pomočjo diagrama, ki govori o tem, kako se spreminja oddana toplotne črpalke od zunanje temperature in pa od temperature vode, ki jo pošiljamo v ogrevalni sistem. Kje bi lahko nastale tu težave? Moteč je lahko tudi hrup, ampak se je zadeva s časom precej izboljšala, glasnih toplotnih črpalk tako rekoč na trgu, vsaj novih, ni več. Oziroma ni več. Se da zadevo hrup omiliti na nek način, pa je že v svojem viru relativno nizek. Paziti je treba mogoče tudi to, da je ravno ne postavim pod spalne prostore, drugače pa je po mojih izkušnjah, sem uporabnik toplotnih črpalk že, mislim, 12 ali 13 let, hrup ni moteč, tudi sosedi se okoli tega se v mojem primeru niso nikoli oglasili, ne. Je pa investicija relativno nizka v primerjavi z geosondo in pa toplotno črpalko voda. Toplotna črpalka zrak-voda deluje bivalentno. Bivalentno točko običajno izberemo pri temperaturi -5 stopinj Celzija. -5 stopinj Celzija je temperatura, ki se relativno redko kdaj pojavi v našem osrednjem delu Slovenije. Pod to temperaturo pa so te temperature v zadnjem času relativno redke. Zato nam manjkata samo še tista 2% toplote na leto, ki je treba dodati preko električnega grelca ali toplovodnega kotla. Predvsem pa je treba pri tej toplotni črpalki biti pozoren na to, da res toplotno črpalko izberemo ustrezno od natančnega izračuna toplotnih izgub objekta. Tu potem, če je izbira napačna, predvsem, da je toplotna črpalka prešibka, poti tu nazaj potem v resnici ni več. Kaj sploh je SCOP? Na zelo enostaven način povedano je to razmerje med pridobljeno toploto za ogrevanje in pa porabljeno električno energijo. Proizvajalci vedno navajajo COP-je ali SCOP-je. COP je grelno število, ki meri razmerje našega ulomka, ki smo ga prikazali na slajdu. Meri v eni točki, pomeni samo pri določenih temperaturah, recimo pri toplotni črpalki zrak-voda pri 2 stopinjah zunanjega zraka in pa pri temperaturi 35 stopinj, ki jo vodimo v naš ogrevalni sistem. Pomeni, da to COP število je relativno šibko, govori o tem, kakšna ta toplotna črpalka je pri spremenljivih pogojih obratovanja. Več o tem nam pove SCOP, pomeni letno grelno število. Letno grelno število je izmerjeno skladno z evropskimi uredbami in pa standardi in nekako simulira pogoje obratovanja toplotne črpalke v času ogrevalne sezone. Pomeni, da SCOP merimo pri različnih pogojih obratovanja. Zelo pomembno za doseženo grelno število toplotne črpalke pa je, kje je ta naša toplotna črpalka v resnici vgrajena. Deklarirani pogoji in pa COP oziroma vrednosti, ki jih dosežemo potem na mestu uporabe, so odvisne od toplotne črpalke same, značilnosti ogrevalnega sistema in pa kvalitete toplotne črpalke. Značilnost ogrevalnega sistema opisuje, ali imamo opravka z visokotemperaturnim ogrevalnim sistemom ali z nizkotemperaturnim ogrevalnim sistemom. Pri visokotemperaturnih ogrevalnih sistemov je poraba električne energije za segrevanje vode bistveno višja kot
poraba električne energije, kadar imamo opravka z nizkotemperaturnim ogrevalnim sistemom, pomeni z ploskovnim ogrevanjem. Mogoče se splača zapomniti eno vrednost. Za vsako stopinjo, za katero moramo višje segreti ogrevalno vodo, nam vrednost COP-ja pade za 2,5%. Pomeni, če segrevamo vodo na 40 stopinj in jo pošiljamo v grelna telesa, recimo radiatorje ali ventilatorske konvektorje, ali pošiljamo vodo v talno ogrevanje z 30 stopinjami, je razlike 10 stopinj, pomeni, da se bo COP znižal za približno 25%. Če smo imeli pri COP pri talnem ogrevanju recimo 4, potem lahko računamo, da bi ta ista toplotna črpalka, če bi jo priključili na ogrevalni sistem z radiatorjem, imela za 25% nižjo vrednost grelnega števila in ustrezno temu tudi višjo porabo električne energije, k temu pa tudi seveda višje stroške ogrevanja. Verjetno vas zanimajo tudi, kakšni so kriteriji Ekosklada, ki subvencionira nakup toplotnih črpalk. Kriterij za odobritev subvencije Ekosklada pa je tako imenovani sezonski faktor učinkovitosti ogrevanja, ETA-S. V tej tabelici so navedene vrednosti, ki morajo ustrezati toplotne črpalke posameznih izvedb, da ste upravičeni do subvencije. S strani Ekosklada, verjetno vse te toplotne črpalke, ki bojo v tem naboru, bojo to subvencijo imele. Kaj nam ta zadeva pove? Na vsaki toplotni črpalki je nameščena tako imenovana energijska nalepka. Na energijski nalepki je označen razred sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov z znaki A++, A++, A in tako dalje. Ti razredi energijske učinkovitosti so vezani na sezonsko energijsko učinkovitost ETA-S in recimo, če imamo tule A s 3 plusi, pomeni, da je ta ETA-S 175%, pomeni, da je ta črpalka zelo dobra, pomeni, da ima zelo dober izkoristek, če rečemo tako, električne energije. Tole je energijska nalepka, ki jo vsaka črpalka ima. Kaj je prikazano na tej naši energijski nalepki? Na levi strani tule vidimo temperaturo 55 stopinj Celzija, pomeni, ta del govori o tem, kako je toplotna črpalka učinkovita, kadar jo uporabljamo v povezavi z radiatorskim ogrevanjem. Pomeni A++, na desni strani pri 35 stopinjah pa govori o tem, kakšen je tale naš razred energetske učinkovitosti pri talnem ogrevanju. Na levi spodnji strani imate še stopnjo glasnosti zunanje enote, kar zna, kjer imate kakšna strnjena naselja, biti tudi pomemben faktor. Potem pa je tule še en zemljevid, ki govori o tem, kako je razdeljena Evropa v več temperaturnih pasov in kakšne vredne moči ima ta toplotna črpalka v določenih klimatskih pogojih. Subvencije Ekosklada, subvencije, ki jih lahko dobite s strani Ekosklada za toplotne črpalke, se razlikujejo glede na to, ali gre za prvo gradnjo kurilne naprave, pomeni v novogradnjah imate možnost dobiti do 20% oziroma do določene vrednosti v odvisnosti od toplotne črpalke. Kadar pa imate opravka z subvencijo, z sanacijo, pa se te vrednosti povečajo, tole me malo nagaja, in imate potem možnost pridobiti več sredstev, tam nekako do 40%, kadar imate namen zamenjati tudi staro kurilno napravo. Pogoji se pri razpisih malo spreminjajo, tole je zadnja zadeva, ki jo je Ekosklad izdal. Če še enkrat par stvari
ki smo jih že na začetku tudi omenili, povemo, pomeni, ko se odločate za toplotno črpalko, je treba poznati toplotne izgube objekta. Če želimo biti z njo zadovoljni oziroma zadovoljni smo lahko tudi v vsakem primeru, če nam deluje učinkovito, ampak če želimo doseči visok COP, potem je ugodno, če imamo nizkotemperaturni sistem ogrevanja. Tudi z radiatorskim ogrevanjem se da prostore lepo ogreti, seveda bo COP majčkeno nižji, stroški ustrezno večji. Je pa treba vedeti to, da bo treba pri določenih prostorih lahko da zamenjati kakšen radiator, zato ker pri nižjih temperaturnih režimih je toplotna moč, ki jo radiator ima, bistveno nižja, približno za 2,5-krat je manjša toplotna moč radiatorja pri temperaturnem režimu 55-45 v primerjavi z režimom 90-70. In pa temperatura predtoka ne sme preseči 55 stopinj. Visokotemperaturnih izvedb načeloma v prodaji ni mnogo, če pa že, pa so precej drage. Zato je, če z 55 stopinjami prostorov ne bi mogli ogreti, potem je boljše razmišljati, da najprej saniramo objekt, pomeni, da toplotno izoliramo objekt, ali zamenjamo grelna telesa, zmanjšamo toplotne izgube, šele potem razmišljamo o vgradnji toplotne črpalke. Hvala za pozornost. Vprašanja? Najlepša hvala, gospod Repnik. Mogoče jaz kar povzamem nekaj vprašanj, ki se jih je v tem času nabralo v chatu. Hvala vsem, ki ste jih prispevali. Pa mogoče začnemo kar s prvim. Ali je lahko pri split izvedbi notranja enota v neogrevani lopi ob hiši? Dajte mi prosim še enkrat, nisem slišal. Ali je lahko pri split izvedbi notranja enota v neogrevani lopi ob hiši? Načeloma lahko tudi v lopi ob hiši, če imate dovolj velik pretok zraka. Problem je, kaj to pomeni neogrevana lopa ob hiši. Nikakor prostor ne sme biti zaprt. Toplotna črpalka rabi majčkeno odvisnosti od moči, tam nekje od 3 do 8, 10 tisoč kubičnih metrov zraka na uro, tako da to ne bi bila najbolj priporočljiva izvedba. Potem gremo naprej. Če hiša nima veliko izolacije, lahko vseeno ogrevam s toplotno črpalko? Načeloma se da vsak objekt ogrevati s toplotno črpalko. Zdaj, stvar je samo v tem, ali ima dovolj veliko inštalirano moč v grelnih telesih, ali so radiatorji dovolj dimenzionirani, da bodo tudi pri temperaturi 55 stopinj Celzija pokrili vse toplotne izgube, ki jih ta objekt potrebuje. Verjetno so do zdaj, si predstavljam, v neizolirani hiši ogrevali na trdo gorivo. Pri trdem gorivu ni težava doseči tudi temperature 80-90 stopinj na strani predtoka, in so seveda radiatorji ustrezno temu dali tudi bistveno večjo toplotno moč. Toplotna črpalka nad 55 stopinj pravzaprav ne deluje več prav posebej učinkovito. Možno je, koliko pa je zadeva smiselna, je pa stvar debate oziroma vprašanje. Če ima neizolirano hišo, je prva poteza, ki smo jo že prej omenili, da hišo izolirate. To je prvi pogoj, da bo ogrevalni sistem potem tudi varč. Hvala. Gremo naprej. Kakšna je pričakovana življenjska doba toplotne črpalke? Kakšno vzdrževanje zahteva v svojem življenjskem obdobju? Je drago? Življenjska doba toplotne črpalke, tja nekako kompresor, recimo, ki je najbolj, bi rekel, izpostavljen vir pri del toplotne črpalke, je nekako dimenzioniran tja nekako na 50 tisoč obratovalnih ur, pri 2000 urah obratovanja na leto bi naj ta zadeva imela življenjsko dobo približno 25 let.
Načeloma bi za življenjsko dobo toplotnih črpalk ni problemov, vse stvari delujejo dovolj dolgo. Hvala. Kako zagotovim, da bo toplotna črpalka učinkovita tudi, ko je zunaj pod ničlo, recimo -10? Ja, na naravo ne moremo vplivati, ne. Če je -10, je -10, ne. V vsakem primeru se bo takrat zmanjšala učinkovitost delovanja. Ampak je tisti ob terminu, kjer imate temperature zelo nizke, relativno malo. Na to ne morete vplivati, da bo toplotna črpalka delovala ugodno tudi oziroma učinkovito tudi pri -10. To je narava kot taka. Potem imamo kar nekaj vprašanj, kako dimenzionirati zalogovnik, se pravi vezano na to, pri kateri, ja. Nekako takole so priporočila proizvajalcev, tam nekje med 10 in 15 litrov na kilovat moči bi naj bila prostornina zalogovnika. Naloga zalogovnika pri toplotni črpalki je mogoče malo zavajajoča kot zaloga toplote. Prave zalogovnike toplote uporabljamo pri kotlih na uplinjanje, ne, ki imamo velike zalogovnike, 500, 1000 litrov in tam res hranimo toploto na visoki temperaturi. Pri toplotni črpalki je zalogovnik bolj namenjen varovanju kompresorja in zalogi za izvedbo defrosta kot sami zalogi toplote za ogrevanje hiše. Nesmiselno je v zalogovniku segevati vodo na višjo temperaturo, kot jo rabimo potem pri ogrevanju, kot neka zaloga, ne. Zato zalogovnik tu ni v pravem pomenu za zalogo toplote. Da bi v času recimo cenejše električne energije si napravili zalogo toplote za čez dan. Ta zadeva ni mišljena na takšen način, tudi prostornine temu ne zadoščajo. Potem hvala, imamo vprašanje, če so diagrami, ki kažejo izkoristek toplotne črpalke glede na zunanjo temperaturo, ki je javno dostopni, ker navaja poslušalec, da pravzaprav je po vseh toplotnih črpalkah, ki jih je gledal, pravzaprav so grafi marketinški, brez nekih označb. To bi morali dobiti s strani proizvajalca. Zastopnike, ki prodajajo toplotne črpalke, treba pozvati, da vam to zadevo dajo. Res je, da na večino prospektih tega ne boste našli, mogoče malo zato, ker je zadeva zahteva očitovanje tega nekaj več znanja. Načeloma pa bi morali vsi ponudniki omogočiti vpogled v ta diagram za njihove toplotne črpalke. Kako vpliva na delovanje toplotne črpalke vlaga v zraku? Ja, vlaga v zraku je pri delovanju toplotnih črpalk velik problem. Pri toplotni črpalki zrak, voda. Velika vlaga v zraku povzroča zamrzovanje uparjalnika in posledično potem izvedbo tako imenovanega defrosta. Najbolj kritične temperature so tu nekje med 0 pa 3-4 stopinje zraka in pri veliki relativni vlažnosti, pomeni v času deževja, sneženja in tako dalje. Zakaj? Zato, ker je pri teh temperaturah v zraku še relativno veliko vodne pare, ki se potem na hladnih površinah uparjalnika skondenzira in potem zamrzne. Na ta način zamaši kanale, preko katerih teče zrak in dovaja toploto v uparjalnik. Zato pa toplotne črpalke zrak, voda imajo poseben program, ki mu rečemo program defrost, ki zazna, kdaj je pretok zraka skozi uparjalnik oviran in potem z uporabo štiripotnega ventila obrnejo smer toka toplote, pomeni, da teče toplota iz notranjosti, pomeni, jemljemo toploto iz ogrevalnega sistema, da utali uparjalnik. To je najbolj kritična zadeva pri toplotnih črpalkah zrak, voda.
ampak dobre toplotne črpalke imajo te stvari rešeno ugodno. Pomeni, da je ta čas, ko so v defrostu, relativno kratek. V najbolj neugodnih razmerah se lahko zgodi, da je te porabljene električne energije za defrost tudi nekje do 20% toplote, ki jo toplotna črpalka prej proizvedla, pridobila za ogrevanje objekta. Ampak so ti pogoji relativno redko kdaj nastopijo. Hvala. Potem imamo vprašanje, s koliko procente maksimalne moči je priporočljivo, da črpalka konstantno deluje? 25, 30%? Se tega ne boste mogli nastaviti. Vi nastavite na toplotni črpalki v resnici temperaturo, ki jo potem ona sama, glede na programsko opremo, ki jo ima, dosega. Mogoče je vprašanje bilo mišljeno na ta način. Kako močno mora biti toplotna črpalka glede na neke toplotne izgube? Pomeni, s kakšno močjo naj bi pravzaprav delala. Nekako rečemo, da mora toplotna črpalka imeti moč, ki je enaka približno 70% izračunanih toplotnih izgub. Pri recimo izračunanih toplotnih izgubah 10 kW, recimo bi načeloma zadostovala toplotna črpalka 6-7 kW. Manjša je vedno od izračunanih toplotnih izgub. Ravno zaradi tistih te konice, ki smo jo na tistem diagramu prej pokazali pri bivalentnem delovanju. Potem imamo vprašanje, če lahko odgovorite, za 145 kvadratnih metrov bivalnega prostora, brez trenutne izolacije, hišo predvidoma, koliko kilovatno toplotno črpalko predlagate? Ja, 145, kaj pomeni neizolirano? Človek bi moral tudi poznati, koliko je toplotnih izgub. Bom zadevo zelo na približno. Pri neizoliranih objektih lahko imamo toplotne izgube tudi okoli 100 vatov po kvadratnem metru. Pomeni, smo hitro prišli do 14 kilovatov. 14 kilovatov, potem pa približno 70% od tega, 10-12 kilovatov, recimo, če še večkrat upoštevamo zraven še sanitarno vodo in tako dalje. Ampak prvo, kar bi mu svetoval, ne kupi toplotne črpalke, naj hišo izolira. To je prava pot. Potem imamo kar nekaj vprašanj, kako ugotoviš, kakšne so toplotne izgube hiše, kamor naj bi vgradil toplotno črpalko? Toplotne izgube hiše se dajo izračunati, ugotoviti jih težko. Dobro, če že imate zadevo prej narejeno, bi se dalo na takšen način, na podlagi porabljenega goriva. Zelo približno. Če recimo porabite do zdaj za ogrevanje recimo 10.000 kilovatnih ur, potem bi lahko približno ugotovili, koliko energije boste porabili s toplotno črpalko, oziroma na podlagi tega, kako močno toplotno črpalko rabite. Včasih se je dalo zadevo na ta način, smo delali bolj na oceno, poraba kurilnega olja, mislim, deljeno z 250, pa potem na podlagi tega nekako določiš moč toplotne črpalke. Zadevo je težko oceniti kar na oko. Najboljše, če bo imel ponudnike, da pride to pogledati kakšen strokovnjak, da pogleda tudi kakšen ima ogrevalni sistem in se bo lahko na podlagi tega, bi rekel, bolj natančno določil, kakšna toplotna črpalka bi bila ustrezna. Hvala. Potem imamo še nekaj vprašanj vezano na zalogovnike, ki ste se jih prej že nekako dotaknil. Se pravi, ali je potreben posebej zalogovnik ali se lahko uporablja brez tega. Potem pa je še eno, samo trenutek. Kako realiziramo več ogrevalnih krogov? A preko zalogovnika? Zalogovnik načeloma ni potreben, vse
frekvenčno vodene toplotne črpalke, pomeni črpalke, ki prilagajajo odjem potrebam, lahko delujejo vse po zagotovilih proizvajalcev brez zalogovnika toplote, če le izpolnjuje pogoj v minimalni količini vode, ki mora biti v ogrevalnem sistemu. Tista minimalna količina vode je potrebna zato, da lahko potem zagotovimo tudi defrost, pomeni, da imamo na strani hiše neko zalogo toplote, ki omogoča oddaljevanje uparjalnika. Se pa razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca, določeni priporočajo za vgradnjo zalogovnika, določeni ne. Večinoma načeloma lahko tudi brez zalogovnika zadeva deluje. Je potem vezano tudi še na kakšne hidravlične zadeve in tako dalje, ampak to je potem najlažje ugotoviti na licu mesta. Potem ste vprašali še o več krogov, ne? Ogrevalnih krogov, ja. Iz zalogovnika lahko vodite več ogrevalnih krogov preko razdelilca ogrevanja. Zdaj verjetno ljudje mislijo, sprašujejo na ta način, ker imajo en radiatorski krog in pa en krog talnega ogrevanja, da rabijo dve različne temperature, ne. To je možno napraviti, je pa res, da boste morali toplotno črpalko potem vedno voditi na temperaturi, ki jo potrebuje radiatorsko ogrevanje, ki je višje od temperature, ki jo potrebuje talno ogrevanje, in boste ustrezno temu potem seveda imeli tudi slabši COP. Hvala. Potem imamo vprašanje, ali je smiselno v naših podnebnih razmerah, osrednja Slovenija, uporabljati toplotne črpalke za nižje temperature v primerjavi z navadno izvedbo toplotne črpalke, pač omenjajo znamko Mitsubishi. Če lahko poveste, saj nekako. Nisem delal v primerjavi s čim? Tukaj je v primerjavi z navadno izvedbo toplotne črpalke, se pravi. Ne vem, kaj bi bila navadna izvedba toplotne črpalke. V redu. Verjetno je več tipov. Potem pustimo to vprašanje, pa mogoče naknadno odgovorimo, če dobimo dodatne informacije. Tako da, če je avtor tega vprašanja še pri računalniku, lahko vprašanje dopolni. Novo vprašanje pa je, ali je smiselno speljati ogrevalno vodo skozi obstoječi oljni kotel, ki bi se v primeru potrebe pri zelo nizkih zunanjih temperaturah samo vklopil in dogrel vodo. Ja, to je možno napraviti, je pa dobro napraviti tako, da ga ne vodite vodo direktno preko kotla, ampak zadevo izvedete preko tropotnega preklopnega ventila, ki vam bo vodo peljal skozi kotel samo v primeru takrat, kadar bo to potrebno. Drugače bi imeli v kotlu izgube, ker bi en del toplote v kotlu se oddal, lahko pa zadevo izvedete zelo elegantno s pomočjo tropotnega ventila, preklopnega, ki bo pognal kotel in dogrel vodo samo takrat, kadar bo to potrebno. Hvala, potem gremo naprej. Bivalentna točka je pri 98%. Kakšen odstotek energije porabimo za premostitev te manjkajoče energije, če lahko odgovorite? Približno 2% na letnem nivoju. Potem je možno namestiti monoblok na balkon. Monobloki so možno, ne. Monobloki so malo težje izvedbe, tu nekje od 100 do 120 kilogramov. Če zadeva statično drži in ste v lastnem objektu, vam tega nobeden ne more prepovedati, ne. Je pa res, da boste potem imeli toplotno črpalko popolnoma zraven okna, tako rekoč, ne. Hvala. In zdaj še zadnje vprašanje, naš čas se izteka, se pravi, ali je ekonomsko upravičena menjava plinskega ogrevanja s toplotno črpalko? Ogrevanje je urejeno z radiatorji. To je vprašanje za $1 milijon. Odvisno je od česa, od cene plina, ne. Pri visokih cenah plina je zadeva definitivno koristna, ne. Tu bi bilo pametno napraviti, bi rekel, neko res točno kalkulacijo, koliko plina porabite,
koliko vas stane toplotna črpalka, kakšni so obratovalni stroški na eni in na drugi strani. Črno-belih odgovorov tule ni, ne. Prav, najlepša hvala. 1 ura našega skupnega druženja je za nami. Res hvala vsem za zanimiva in vsebinsko zelo informativna vprašanja. Tudi vam, gospod Repnik, hvala za vse odgovore in tudi naši sodelavki Barbari Print za predavanje. Mi se bomo potrudili, da vaša vprašanja pravzaprav vključimo v naša vprašanja na spletni strani skupinski nakup ZPS. Tako da to je pa za danes vse. Vljudno vabim tudi na prihodnje delavnice in vsi skupaj upamo, da boste z našo pomočjo pravzaprav lahko izbrali toplotno črpalko, ki ustreza vašemu domu, velikosti vašega doma in specifikam. Tako da lep pozdrav vsem. Nasvidenje. Lep pozdrav. Hvala lepa.